Pozdravljeni! Pred samim začetkom velike nagrade Mehike je prav, da nekaj minut posvetimo še zadnjemu briefingu. Tudi tokrat se bomo v prispevku posvetili trema različnim sklopom. V prvem si bomo ogledali pravzaprav, kaj se je dogajalo na samih kvalifikacijah, v drugem bomo našo pozornost obrnili k možnemu ritmu, ki ga imajo posamezne ekipe, na koncu pa bom kot običajno predstavil tudi moj osebni pogled na možne strategije. Začnimo na začetku pri samih kvalifikacijah. Ker ste verjetno opazili, da je tovarniška ekipa Mercedesa napravila enkraten rezultat. Res, George Russell na drugem mestu in Lewis Hamilton na tretjem. Ampak treba se je vprašati, so bili pri Mercedesu tako hitri ali je bil kdo drugi tako počasen? Namreč, če pogledamo rezultate samih kvalifikacij, bomo videli, da Russell in Hamilton sta v bistvu napravila identični čas. Ampak, če ta zaostanek primerjamo s tistim, ki je bil izračunan na podlagi prostih treningov, bomo videli, da pri Mercedesu v bistvu niso presenetili, le potrdili so tisto, kar smo videli na prvem in drugem prostem treningu. Torej, lahko bi dejali, da pri Mercedesu nobenih presenečenj. A negativno presenečenje so napravili pri skuderiji Ferrari, kjer smo zopet videli, da je bil Carlos Sainz mlajši hitrejši od Charlesa Leclerca, ampak vprašanje ostaja. Zakaj kar naenkrat tako počasni? In verjetno bo šlo marsikomu izmed vas na živce, ker bom začel ponavljati staro zgodbo. Pri Ferrariju so imeli težave pri doseganju končne hitrosti in pospeševanju. Tokrat si bomo ogledali številke, ki bodo potrdile to mojo izjavo. Proga bratov Rodriguez je kot vse proge svetovnega prvenstva Formule 1 razdeljena na 3 sektorje. In prvi ter drugi sektor sta tista, kjer je treba imeti visoko končno hitrost, zadnji je pa oni, recimo temu, bolj tehnični. In če pogledamo malček končne hitrosti, bomo videli, da pri skuderiji Ferrari niso blesteli. A marsikdo izmed vas bo sedaj dejal, pa kaj, saj vidimo, da je na primer tudi Mick Schumacher tam na vrhu te lestvice, torej končna hitrost res ni tisti pravi pokazatelj. Pravi pokazatelj sicer ni, nam pa lahko določene zadeve prikaže tudi iz drugačnega zornega kota. A da se bomo bolje razumeli, poglejmo si sektorske čase in tabela, ki jo imate pred seboj, kaže rezultate kvalifikacij. Sicer tu ne gre za najhitrejši krog, ampak za najhitrejše sektorje. Kolikor se štejemo posamezne 3 dele, lahko dobimo boljši čas, kot ga je voznik v resnici dosegel. Ampak to ni važno. Vidimo, da v prvem in drugem sektorju, tistem hitrem delu proge, Ferrari zaostaja. Medtem ko v zadnjem sektorju ste mogoče opazili Carlosa Sainza mlajšega na drugem mestu. Sicer zaostanek za Maxom Verstappenom je, ampak desetinka v teh okoliščinah je bore malo. Torej vidimo, da pri Ferrariju je zopet pogonski sklop tisti, ki je mogoče vzrok za tako slabe kvalifikacije. In če pogledamo izjavo Charlesa Leclerca na uradni spletni strani Formule 1, bomo videli, da tudi on pritrjuje našim domnevam. Kot sem že omenil, sam nekje od velike nagrade Emilia Romagna že vlečem to zgodbo.
Seveda, sedaj bi lahko prišel kdo na dan z teorijo, da pri Ferrariju imajo težave z vzdržljivostjo in zato so malce zmanjšali režim obratov na motorju z notranjim izgorevanjem. Težava je v tem, Carlos Sainz mlajši ima bistveno starejšo enoto kot Charles Leclerc in videli smo razliko med njima. In tu presenečenje, ki v resnici tudi to ni. Valtteri Bottas vmes obeh voznikov Scuderie. Kolikor se spomnite našega prispevka pred kvalifikacijami, sem rahlo omenil možnost, da pri Alfa Romeo F1 Team bi znali presenetiti. Takrat sem to nekako domneval iz številk, ki sem jih imel na razpolago, sedaj je Valtteri Bottas to tudi potrdil. Še zanimivost, mogoče ste opazili na štartnem razporedu, da so vozniki precej blizu, kar se tiče moštvenih kolegov. Torej, nimamo kakšnih velikih odstopanj, ponavadi sta moštvena kolega en z drugim oziroma z krajšimi presledki. Za enkrat, kar se tiče kazenskih mest, imamo seveda samo 2 sankciji. 3 mesta za Lensa Strolla, kazen, ki jo more nekako oddelati zaradi nesreče z Fernandom Alonsom na veliki nagradi Združenih držav, in Kevin Magnussen, kot smo omenili, zaradi menjave prav motorja z notranjim izgorevanjem. A sedaj bomo trenutek posvetili tudi možnemu ritmu. In tu moram najprej poudariti nekaj. Da podatki, ki so na voljo, so malce okrnjeni. Namreč, kot dobro veste in kot smo že omenili, na prostih treningih so vozniki testirali pnevmatike za Pirelli. In torej število tistih krogov na pnevmatikah, ki jih bodo uporabili na sami dirki, je manjše od tistega, ki bi bilo nekako zaželjeno. Tudi zato lahko vidimo, da Ferrari je malce hitrejši od Red Bulla, ampak podatki so v bistvu tisti, s katerimi smo tudi računali simulacijo kvalifikacij. A nič zato to imamo na voljo. Vidimo lahko, da približno 35 stotink za obema najhitrejšima se nahaja tovarniška ekipa Mercedesa. In to nekako tudi zrcali tisto razmerje moči, ki smo ga videli na kvalifikacijah. Ampak za njimi izjemno pestra skupina. V njej so Alpine, Alfa Tauri, Aston Martin, McLaren in ne smemo pozabiti na Alfa Romeo F1 Team. Vsi se nahajajo, kar se tiče ritma, tam med sekundo in sekundo ter 2 desetinkama, kar pomeni, da vsakdo izmed njih bi se lahko znašel takoj za najboljšimi. In to je izjemno dober pokazatelj, kako so se sile v Formuli 1 nekako izenačile, kako v tisti srednji skupini je odprt boj. Na koncu nam ostaneta še ekipa Haas ter Williams. Kot vidite iz prikazanega grafa, imamo v tem primeru zaostanek tam okrog 1,5 sekunde na krog, kar se tiče samega ritma. A bodimo pozorni, kot sem povedal, to so podatki, ki smo jih dobili na drugem prostem treningu in videli smo na kvalifikacijah, da pri Ferrariju so imeli težave. Zato ne bi bilo čudno, da med samo dirko bi videli rahlo drugačno razmerje sil. A pojdimo še na tisti naš zadnji del. Namreč kot običajno bom sedaj predstavil mojo osebno interpretacijo, moje osebno videnje glede možnih strategij na sami dirki za veliko nagrado. In kot običajno tudi tokrat moram poudariti, da nalašč nisem pogledal nobenih drugih napovedi in seveda dvomim, da so pri Pirelliju sploh kaj objavili. A treba je tu poudariti, da tokrat so rahle težave. Namreč, ko sem računal možne strategije, sem se znašel pred dvomom, ali strategija z enim postankom ali strategija z 2 postankoma. In strategija z enim postankom bo tista, ki po mojem mnenju bo najbolj pogosta. Čez nekaj trenutkov bom razložil tudi zakaj. Kot vidite, bodo vozniki po mojem prepričanju začeli na pnevmatiki medium,
odpeljali tam okrog 30 krogov, nato nataknili pnevmatiko hard in seveda prevozili še ostalih 41. Morda se bo komu zdelo izjemno enostavno, ampak možna je tudi strategija z 2 postankoma. Začeti na pnevmatiki soft, odpeljati približno 11 krogov in nato 2 dela na pnevmatiki medium, vsak po približno 30 krogov, ker je lahko prvi del malce krajši, drugi zadnji, ko so rezervoarji za gorivo prazni in masa bolida manjša, pa nekoliko daljši. A sam sem malce sledil tistemu, kar imajo vozniki še na razpolago, kar se tiče pnevmatik. Če se nisem uštel, približno polovica štartnega razporeda nima 2 setov pnevmatik medium. Zato si nekako domišljam, da bodo v tem primeru bolj pogosto izbirali prvo varianto. Namreč sam sledim oni teoriji, da mi doma, ko spremljamo dogajanje na sami progi Formule 1, običajno nismo bolj pametni od onega, kar vidimo za komandnim pultom ekip Formule 1. Kolikor so šli v taki zbor, imajo za to dober razlog. A obstaja še tretja varianta, ki je seveda tista opcijska in v katero kot običajno sam ne verjamem preveč. Začeti na pnevmatiki soft, odpeljati približno 20 krogov, kar bi bilo nekje na meji tistega, kar bi ta pnevmatika lahko celo zdržala. Nato pnevmatiko medium za približno 31 krogov in nato na koncu zopet pnevmatiko soft za zadnjih 20 krogov. A seveda gre za moje osebno videnje tistega, kar se bo lahko zgodilo na sami veliki nagradi. V komentarju bomo najprej primerjali ono, kar je napovedal Pirelli, s tistim, kar sem vam sedaj predstavil sam. In nato bomo oboje seveda primerjali z onim, kar so v resnici pokazale ekipe na sami dirki. Kot vam je sedaj seveda jasno, prišli smo do konca našega zadnjega briefinga. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.